Peter Musič in danes vam bom predstavil klasične zmagovalne tehnike pri miselnih igrah. Kot prvo, kaj mislimo, kaj so to miselne igre? To so ponavadi igre, ki nekako spodbujajo logično mišljenje. Zdaj, kot bolj specifično, sem se jaz osredotočil na kombinatorične igre. Torej, kaj je kombinatorična igra? Kombinatorična igra je igra med dvema igralcema, ponavadi, lahko jih je tudi več, ampak tukaj sem se osredotočil na samo dva, kjer igralca sta izmenično na potezi, prvi zmeraj začne, drugi je naslednji na potezi. Na svoji potezi izbereta eno izmed možnih potez. Ne smeta pa narediti nič, torej ne smeta ne premakniti svojih figur. Druga pomembna stvar je, da ni nobenih naključnih dejavnikov. In tretja je, da stanje igre in seznam možnih potez je znan obema igralcema vnaprej. Naslednja, kar ni več toliko nujna, torej prve tri so nujne, četrta pravi, da igra se konča, ko eden izmed igralcev nima več možnih potez. Torej, kakšenkrat nekatere igre se lahko sploh ne končajo. A tiste, ki se končajo tako. V večini iger je zmagovalec tisti, ki naredi zadnjo potezo. V nekaterih primerih se lahko v takem primeru tudi igra konča izenačeno ali pa dobijo nagrado, glede na to, kako dobro so igrali. Poleg tega imamo tudi velikokrat pogoja, da se pozicija igre ne more ponoviti in da se igra prej ali slej konča. Ta glavno vprašanje v kombinatorični teoriji iger je, kako bojo ti igralci igrali, seveda optimalno. Kdo bo zmagal, kdo bo izgubil ali bo izenačen. Zdaj, kakšne igre pa sploh spadajo pod kombinatorične igre? Tukaj je par primerov. Šah je zelo znan, križec, krozec, 4 v vrsto, dama, to upam, da vsi poznate. Nekatere malo manj znane igre so Go in Šogi, to so precej popularne v Aziji. In tudi Nim je tak primer. Mi si bomo pogledali 5 tehnik v tej predstavitvi. Povratno indukcijo, zmagovalne in izgubljene pozicije, krajo strategije, eliminiranje dominiranih strategij in minimax algoritem. Poglejmo si eno igro, ki se kliče kar 21 zastav. Na kupu je 21 zastav. Na svoji potezi igralec iz kupa odstrani 1, 2 ali pa 3 zastave. Imamo seveda samo 2 igralca, prvega pa drugega. Zmaga tisti, ki izprazni kup. Seveda vprašanje je, če oba igralca igrata optimalno, a zmaga prvi ali zmaga drugi. Ta igra se je pojavila na realističnem šovu z imenom Survivor. Igra je potekala nekako takole. Prvi je odstranil 2 zastavi in ostalo jih je 19. Nato drugi je odstranil spet 2, ostalo je 17. Prvi je odstranil spet 2, jih je bilo 15. Potem so nekaj časa odstranili vsak po eno povezavo. Prvi je odstranil eno, drugi je odstranil eno, prvi je odstranil eno, drugi spet odstranil eno, prvi spet odstranil eno. Sedaj so prišli na 11 zastav, drugi na potezi je odstranil 2, so na 9, potem prvi je odstranil 3, so na 6, drugi je odstranil 2, sedaj so na 4. In nekako tukaj prvi videl, koliko je ura, je ugotovil, v tej potezi ne morem sprazniti zastav, karkoli bom naredil, bo ostalo 1, 2 ali pa 3 zastave, ampak se odločil, bom kar šel častno, zgubil, bom kar odstranil 3, vem, da bom zgubil, bom odstranil kar se da in pustil nasprotniku, da odstrani zadnjo zastavo in potem, ker nasprotnik odstranil zadnjo,
drugi zmaga. To je bil primer igre, seveda to ni bilo zdaleč optimalno. Zdaj pa si poglejmo, kako priti do optimalnega, kako igrati, da zmagamo. Torej, povratna indukcija je proces razmišljanja naprej v času, od konca problema nazaj do začetka, kjer sproti odkrivamo optimalne poteze. Torej, kdaj se igra konča? Igra se konča v tem primeru, ko imamo nič zastav. Torej, kaj se zgodi, če dobamo nič zastav? Če začnemo z nič zastavami, nekako izgubimo, kar je ekvivalentno s tem, da je na prejšnji potezi igralec, ki je sprazno zmagal. Torej, če imamo nič, izgubimo. Sedaj pa poglejmo nazaj, kaj se zgodi, če imamo eno zastavo, dve zastave, tri zastave in tako naprej. Če imamo eno zastavo in začnemo, jo lahko vzamemo in zmagamo. Imamo samo eno potezo na voljo, nimamo lih izbire, niti izgubiti ne moramo, če hočemo. Če imamo dve zastavi, lahko izgubimo, če vzamemo eno zastavo, ampak seveda cilj nam je zmagati. Torej, optimalno bomo vzeli dve zastavi in zmagali. Enako pri treh, vzamemo tri zastave in tako zmagamo. Pri štirih smo že prej ugotovili, karkoli naredimo, ne moramo sprazniti kupa, ampak karkoli naredimo, ostalo bo ena, dve ali pa tri zastave in nasprotnik bo v tem primeru pobral vse in zmagal. Torej, če imamo štiri zastave, izgubimo. Kaj za pet? Tukaj je že malo sumljivo, kaj naredimo za pet. Nekako moramo uporabiti to, kar že vemo. Če imamo štiri zastave, izgubimo. Torej, če imamo pet zastav in vzamemo eno zastavo, potem nasprotnik bo imel štiri. In vemo že, da če začne za štirimi, bo izgubil. In podobno, 5, 6 ali 7, cilj, da vzamemo toliko zastav, da jih nasprotnik ostane 4, kjer bo potem on izgubil. Za 8 tega ne moramo narediti. Kaj za 8? Ja, za 8 je podobno kot za 4. Karkoli bomo naredili, bo ostalo 5, 6 ali 7 zastav in v vseh teh primerih bo nasprotnik zmagal. Torej, če imamo 8 zastav, izgubim. In podobno, lahko to nadaljujemo, ampak mislim, da je vzorec učitelj. Tukaj vzorec izgleda, da če je število zastav deljivo 4, potem igralec na vrsti izgubi, če pa ni deljivo 4, potem pa zmaga. Torej, to je ta naša domneva. Seveda, zdaj se lahko gremo to pokazati z indukcijo. Tukaj je zapisan rezultat, bom pa ga malo preskočil, ker naslednji primer bo spet nekako to pokazal. Pa tudi smo nekako princip razumeli, kako to funkcionira. Ok. Prvo si pogledamo, kaj so to nepristranske igre. Torej, to so kombinatorične igre z dodatnim pogojem. Kot prvo imamo samo dva igralca in ne moramo več. Kot drugo, igralca imata na voljo enake poteze. Tretje, igra je končna in četrte, kdor odigra zadnjo potezo, zmaga. Izenačenje sploh ni možno. Ta igra, ki smo si pogledali 21 zastav, je nepristranska. Igre, kot so pa šah in križec-krožec, so pa pristranske. Kakšenkrat se jim tudi reče partizanske. Zakaj niso nepristranske? Zaradi dveh stvari. Kot prvo, izenačeno je možno pri šahu in križcu-krožcu, pa tudi igralcem niso na voljo enake poteze. Zakaj? Zato, ker lahko igraš samo s svojimi figurami. Če lahko premikaš samo svoje figure, potem nimaš na voljo enakih potez kot nasprotnik. Dobro. Zdaj, kot vemo, kaj točno je mišljeno tle enake poteze, potem je nekako očitno, da pri nepristranskih igrah in pri optimalnih igralcih je zmagovalec določen takrat, ko določimo, kdo gre prvi. In zdaj bomo pogledali si dva pojma, zmagovalno pozicijo in izgubljeno pozicijo. Torej, zmagovalna pozicija je pozicija igre, v kateri igralec na potezi lahko zmaga, ne glede na to, kako igrati nasprotnik.
In izgubljena pozicija je pa lih obratno, je pozicija igre, v kateri igralec, ki ni na potezi, lahko zmaga, ne glede na to, kako igra igralec na potezi. Torej, če ima nasprotnik zmagovalno potezo v naslednjem koraku, ne glede na to, kar mi naredimo. Zmagovalna izgubljena particija je particija vseh možnih pozicij na bodisi zmagovalno ali na izgubljeno pozicijo. Kako se pa to particijo dobi? Dobi se jo iterativno. Torej, vse pozicije, ki nimajo potez, torej vse končne pozicije, ki jim tudi rečemo terminalne pozicije, so avtomatsko izgubljene pozicije, ker smo zahtevali, da če nimamo potez, izgubimo. Torej, v tem primeru naša terminalna pozicija edina, ki je, ko imamo nič zastav. Potem pa izmenično uporabljamo druga dva pogoja. Torej, pozicije, ki imajo potezo, s katero se lahko premaknemo v izgubljene poteze, so zmagovalne. Torej, če je nič izgubljena poteza, katere pozicije se lahko premaknejo v nič zastav, tiste z 3, z 2 ali pa z 1 zastavo. In drugi pogoj je, da pozicije, ki nimajo poteze, s katero se premaknemo v izgubljeno pozicijo, so izgubljene. In tukaj, če nadaljujem, je primer, kako naredimo to particijo na primeru te igre 21 zastav. Torej, rekli smo že, nič je izgubljena pozicija in tudi 1, 2, 3 sem razložil, ker da so zmagovalne, saj lahko dosežemo ničlo. Potem 4 je spet izgubljena poteza, zato ker nima na voljo nobene, se ne moramo premakniti v nobeno drugo izgubljeno pozicijo. Lahko se premikamo samo v zmagovalne, če se lahko samo v zmagovalne pozicije premakne, potem je to izgubljena pozicija. Podobno 5, 6, 7 so zmagovalne, ker se lahko premaknejo v štirko in štirko smo že pognutili, da je izgubljena. 8 izgubljena pozicija, saj se lahko premakne samo v zmagovalne pozicije, ki so 5, 6, 7, ki smo že prej ugotovili. In tako iterativno to gre dalje. In dobimo to zmagovalno izgubljeno particijo. Torej, preden nadaljujem z naslednjo tehniko, če začnemo z 21 zastavami, kaj bi mogli narediti, da bi zmagali? A sploh lahko zmagamo? Torej, vzeti bi mogli eno zastavo, zato ker, če vzamemo eno, pridemo v pozicijo, ki je pozicijo z 20 zastavami, 20 zastav je deljiva z 4 in nasprotnik bo izgubil, če začne z 20 zastavami. Sedaj pa si poglejmo eno drugo igro, ki se kliče Chomp. Torej, imamo tablico čokolade velikosti m krat n, kjer sta m pa n naravni števili. Čokolada je razrezana na m krat n pol kot šahovnica. Na svoji potezi igralec izbere eno izmed preostalih polj in jo odgrizne skupaj z vsemi polji pod njim, levo in tistimi, ki so tako levo kot pod njim. Polje čokolade v levem zgornjem kotu je zastrupljeno. Tisti, ki vanj ugrizne, izgubi. A zmaga prvi, a zmaga drugi igralec. Sedaj bom predstavil, kako to funkcionira. To je naša tablica čokolade. Levi zgornji kot je zastrupljen in prvi začne. Prvi se je odločil, da bo odgriznil ta desni spodnji kot. Potem drugi se je odločil, da bo odgriznil to tablico tukaj. Ampak, ker moramo hkrati odgrizniti vsa polja desno in pod njo in hkrati desno pod njo, mora izginiti ves ta kos čokolade. Torej si lahko predstavljam, kot da naša usta so v desnem spodnjem kotu in za doseči ta kos moramo odgrizniti vse zraven. Vse, kar je na poti do tega polja. Dobro, potem je prvi spet na potezi, prvi se je odločil, da bo to polje odgriznil, hkrati vse, kar je pod in desno pod njim. Potem drugi na potezi se odloči, da bo tole polje odgriznil.
in ni nič desno ali pod njim, zato je samo to polje. Prvi na potezi potem se odloči, da bo tole polje odgriznil in vse, kar ostane, je to, ker mora hkrati vse pod in desno odgrizniti. Nato drugi na potezi se odloči, da bo to polje odgriznil in hkrati mora vsa polje desno odgrizniti. In prvi na potezi mu ostane zastrupljen kos in ker mora narediti potezo, potem izgubi, ugrizne v strup in izgubi to igro. To je bil primer te igre, seveda ni optimalen. In zdaj si bomo pogledali nekako konstruktivno priti do optimalne poteze, ampak samo ugotoviti, kdo zmaga in kdo izgubi. Torej, izrek je, razen za velikost čokolade 1x1, prvi lahko vedno zmaga. Torej, za velikost 1x1 je očitno tisti, ki igra prvi, izgubi, ker nima druge poteze, kot da odgrizne zastrupljen kos. Zdaj pa predpostavimo, da je vam čokolado večjo kot 1x1. In poglejmo si tole potezo, ko prvi odgrizne desni spodnji kot. Samo to 1x1 polje desne spodnji kot. Ker je desno spodaj, ni nobeno pod njo ali desno od nje. Zdaj, ker je to večkrat 1x1, vemo, da to polje ni bilo zastrupljeno in da je drugi potem tudi na potezi. Zdaj obstajajo dve možnosti. Lahko je bilo to optimalna poteza in če je bila, potem je izrek pokazan. Če pa ni bila optimalna poteza, potem pa se vprašamo, kaj naredi drugi. Kaj lahko naredi drugi, če to ni bila optimalna poteza. Če ni optimalna poteza, če ni bila zmagovalna poteza, potem drugi bo naredil neko potezo. Ne vem točno, kaj je, recimo, da je to tale poteza, ko je odgriznil ta kos. Lahko bi bila tudi kakšna druga. Ne vem točno, katera je zmagovalna poteza, ampak če naš prvotni ugriz za prvega igralca ni bil zmagovalen, potem drugi ima neko zmagovalno potezo. Recimo, da je bila to ta. Zdaj, kakorkoli ta poteza zgleda, ta poteza vsebuje ta desni spodnji kot. Torej, če ta kot ne bi odgriznili, bi ga drugi igralec odgriznil. Torej, kako izgleda pozicija? Ne glede, kako drugi igra, bi to pozicijo lahko naredil prvi igralec. Zato, ker ni enkrat tako košček odgriznjen. Recimo, če imamo stopničke, več kot eno stopničko, ziher ta pozicija ne moremo doseči iz direktno eno potezo naprej, ampak vedno bo izgledala kot takle L. To pomeni, da prvi igralec bi lahko naredil to potezo, ukradel to zmagovalno potezo drugemu igralcu in bi to na potezo lahko naredil na svoji prvi potezi. In to pokaže obstoj, da prvi lahko zmaga. Ne vemo pa, kako zmaga. To je bila kraja strategije. Zdaj pa si poglejmo odstranjevanje dominiranih strategij. Igra, ki si jo bomo pogledali, se kliče Angel in hudič. Igra se na neskončni šahovnici in angel začne. Angel je kot figura v začetku postavljen na neko polje na šahovnici. Zdaj, ker je neskončna šahovnica, je čisto vseeno, kam ga postavimo, slika bo enaka. Na svoji potezi se premakne na katerokoli drugo polje znotraj 2n+1 krat 2n+1 škatle s središčem v trenutnem polju. Torej, angel je postavljen tukaj, kjer je ta smejko z aureolo, in na voljo so mu te poteze, ki so predstavljene z rumeno piko. Torej, lahko se premakne kamorkoli. In ko se premakne, je potem hudič na potezi. Kako pa hudičeve poteze izgledajo? Hudič lahko odstrani eno katerokoli polje na šahovnici. Na polje, ki jih hudič odstrani, se angel ne more premakniti. Torej, predstavljamo si, da hudič v bistvu ni kot figura, ampak samo odstrani polja.
In kaj je cilj igre? Hudič želi angela spraviti v situacijo, ko je obkoljen z izključno odstranjenimi polji. Ker potem angel, ki se mora premakniti, se nima kam za premakniti, v tem primeru angel izgubi. Torej, hudič zmaga, če obkoli angela in angel se ne more nikamor premakniti. Kako pa angel zmaga? Angel pa mu mora neskončno bežati. Torej, angel zmaga, če mu lahko neskončno beži. No, pa si pogledajmo primer te igre, nekje začnemo. Seveda, ta šahovnica je neskončna, gremo se to spomniti. Torej, se premakne, potem je hudič na potezi, zasede neko polje. In zdaj ta angel se ne sme premakniti na to polje, ki je hudič odstranil, tako da se premakne nekam drugam. Potem je spet hudič na potezi, vzame neko drugo polje. Hudič ni omejen tako kot angel s potezami, hudič lahko postavi svojo figuro neskončno daleč, neskončno, kakor poljubno daleč. Angel se spet premakne in hudič, kot vidimo, se lahko tudi premakne precej daleč. In kot vidimo, hudič bo lahko vedno bolj postavil okoli angela in se moramo vprašati, a bo kdaj dovolj, ali bo lahko angel recimo šel nekam proti levo, se premikal in mu stalno bežal. Bomo ta odgovor malo še prihranil in zdaj si bomo pogledali odstranjevanje dominiranih strategij. Točno, kaj je strategija? Strategija je nabor potez, ki jih igralec izbere v igri. In strategija A šibko dominira, B, če igralec izbere A namesto B, če izberemo A namesto B, potem pridemo vsaj do tako dobrega rezultata kot pri B, ne glede na to, kako igra nasprotnik. Torej, bolj recimo, ko imamo samo zmagovalne pa poteze, ki lahko izgubimo, definitivno zmagovalna poteza dominira tisto nezmagovalno potezo. Ampak pri šibki dominaciji ni nujno B slab, ampak B, če lahko zmaga igralec, potem vsekakor lahko kar odpišemo B in samo iščemo možnosti za zmagovalne poteze v A, zato ker A so vsaj tako dobre poteze kot B. Zdaj gremo si pogledati primer na tej igri. Nisem animiral, ampak bom samo z malo zmiško pokazal, kako to gre. Torej, hočemo pokazati, da vrniti se na polje, ki smo ga lahko dosegli v preteklosti, je dominirana strategija. Torej, recimo, da angel se premakne v levi spodnji kot tukaj in potem skoči tukaj na sredino. Hočemo pokazati, da ta poteza ni smiselna, ker je šibko dominirana. S katero potezo? Z tisto potezo, ki direkt skočijo na to polje tukaj. Zakaj? Torej, poglejmo si, kaj je rezultat. Če skočimo prvo sem in potem sem, če skočimo direktno na to polje tukaj. V prvem primeru mi naredimo potezo, potem je hudič na potezi. Torej, hudič bo naredil neko potezo, eno polje bo odstranil in potem bomo skočili sem. Torej, v prvi potezi je hudič uspel narediti eno potezo. Če pa bi direkt skočili sem, hudič ne bi naredil nobene poteze do takrat. Torej, prišli smo na isto polje, ampak hudič je naredil eno potezo manj. Torej, lahko rečemo, da ta prva poteza, ki naredimo zig-zag, ni smiselna, saj lahko direktno skočimo sem. Torej, ko skočimo v to polje, levo spodaj, si lahko predstavljamo, da kot da bi hudič zasedel vsa ta prejšnja polja, ki smo jih lahko dosegli, saj smo ugotovili, da so šibko dominirana. Če se vrnemo, torej iščemo zmagovalno strategijo samo v teh nadaljih poljih tukaj spodaj. Torej, zaključek, če angel želi zbežati hudiču, potem se nikoli noče vrniti na polje, ki ga je lahko dosegel kadarkoli prej. Saj to je dominirana strategija. Šibko dominirana strategija.
Obstaja tudi verzija močne dominiranosti in pri tem je še toliko močnejša ta lastnost. Zdaj pa si poglejmo še Minimax algoritem. Preden si pogledamo ta algoritem, moramo tudi definirati igre, na katerih ta algoritem deluje. Prvo si poglejmo igre z vsoto nič. To je posplošitev naših iger, kjer smo lahko samo zmagali in izgubili. Rezultat igre je R je neko realno število. Lahko si predstavljamo, da R je izkupiček, ki ga prvi igralec dobi. In minus R je tisto, kar drugi igralec dobi. Ker pač cilj je igre dobiti čim več ponavadi, ne? Prvi hoče maksimizirati ta R in drugi hoče pa maksimizirati svoj izkupiček. Njegov izkupiček je minus R. Torej, on hoče maksimizirati minus R, kar je pa čisto isto, kot da on hoče minimizirati R. Torej, namesto da pišemo R dobi prvi, minus R dobi drugi, ker samo zapišemo vrednost, ki jo dobi prvi igralec in pol v mislih imamo avtomatsko, kaj dobi drugi. On dobi negativno, oziroma on hoče čim manj dobiti. No, to je primer igre. Igra se začne v tem polju tukaj in prvi igralec sem označil z rdečo, da je prvi na potezi. Prvi igralec se odloči, ali bo šel levo ali bo šel desno. Potem, glede na to, kaj si on izbere, recimo, da on gre desno, on si izbral desno, potem je drugi igralec na potezi. In drugi igralec si spet lahko izbere, jaz bom šel levo ali pa bom šel desno. In v tem primeru on si izbral desno. In seveda igra lahko poteka še naprej, ne? To sem naredil en zelo majhen primerček. Si predstavljamo, imamo tako drevo, to se kar nadaljuje. In ko dosežemo eno polje, ki je označeno, torej eno terminalno pozicijo, se igra konča in ta vrednost tega polja je vrednost celotne igre. Torej, v tem primeru je vrednost igre kar 8. Pa zdaj si poglejmo, kaj je to igralno drevo. Vsako končno kombinatorično igro si lahko predstavljamo kot drevo, katere koren je to polje najbolj na vrhu, katere koren je začetna pozicija. Vsaka pozicija je povezana s pozicijami, ki lahko dosežemo z eno potezo. Torej, tle je primer križca krožca. Začnemo z prazno pozicijo in sedaj je na potezi križec, ima na voljo 3 poteze, ali ga dajo v sredino, ali ga da na stran, ali pa v kot. In potem za vsak od teh pozicij ima krožec odgovor lahko, ne? Recimo, če ga je križec dal na sredino, potem ga krožec lahko predstavi v kot, lahko pa ga da na stran. Seveda, zaradi simetrije sem malo spustil teh potez, ne? Če bi hoteli biti korektni, bi imel prvi na voljo 9 potez, drugi bi jih imel na voljo 8 in tako dalje. In seveda, igra bi se končala prej ali slej, ali se polja zapolnijo brez zmagovalca, ali pa naredi križec 3 v vrsto, 3 križce v vrsto, ali pa krožec naredi 3 krožce v vrsti. Zdaj, celotnega drevesa nisem izračunal, nisem narisal, ampak to je precej dokaj končno se da izračunati. Seveda, kaj so naše cifre v igri? Ponavadi, če križec zmaga, bi dali vrednost 1 terminalnim pozicijam, če krožec zmaga, bi dali vrednost -1 in če je izenačeno, bi dali vrednost 0. In tako dobimo našo drevo, z vsako pozicijo spodaj je označeno. Kako pa dobimo rezultate igre? Kako vemo, kako se bo igra končala? No, tukaj pa pride v poštev Minimax algoritem, ki nam bo povedal, kako se igra konča, če oba dva igrata optimalno.
V igralnem drevesu od spodaj navzgor dodelimo vrednost pozicija. Če igra prvi, potem vzame maksimum, saj prvi hoče dobiti čim več, če igra drugi, pa vzame minimum. Pa poglejmo si, kako tale igra se odigra. Torej, od spodaj navzgor vzamemo tole polje in ta drugi na potezi, ki hoče čim manj, ima možnost, a bo dobil 2, a bo dobil 7. In ker njemu je ljubše dobiti čim manj, bo izbral 2. Podobno za drugo polje ima na izbiro 1 ali pa 8, ker on želi čim manj izbrati, si bo izbral 1. Torej, vemo, da če bo prišel do te situacije, bo on izbral tle 2, tle bo izbral 1. In podobno, prvi je potem na vrsti, on ne minimizira, ampak maksimizira in med 1 in 2 mu je ljubša 2. Torej, on izbere 2 in igra se potem konča in rezultat igre je R2. Torej, če sta oba optimalno, bo igralo 2. Kaj pa če nista optimalna, ko se bo igra končala? Ja, v tem primeru, recimo, da je prvi igra optimalno, drugi pa ne igra optimalno, potem prvi bo dobil najmanj 2. Lahko bo tudi več, če ne bo drugi dobro igral. In če pa prvi ne igra optimalno in drugi igra optimalno, potem drugi bo dobil 2, lahko pa tudi manj. Torej, v tem primeru je za drugega boljše dobiti manj kot 2. Ok. Tako se ta stvar igra na teh kombinatoričnih igrah. Recimo za križec, krožec se to lahko poračuna, ampak za križec, krožec, to sem že v osnovni šoli pogruntal, da se igra konča izenačeno, če sta oba optimalna, se zmeraj konča izenačeno. Kaj pa kakšna bolj zakomplicirana igra, kot recimo šah? Kako se šah konča? Seveda, šah ne bi bilo popularno, če bi nekdo to že pogruntal, ker če ne bi samo sledili tem algoritmu. Zdaj, kaj je problem pri šahu? Problem pri šahu je, da je to naše igralno drevo je ogromno. Približno 10 na 120 potenco pozicij imamo in to je zelo, zelo ogromno. Če si predstavljamo približno število atomov v vesolju je bilo ocenjeno, da je 10 na 80, kar je manj kot 10 na 120, precej manj. Torej smo lahko zelo prepričani, da nikoli ne bo obstajal računalnik, ki lahko natančno izračuna igralno drevo za šah. To ni mogoče. Torej, kako pa potem pridemo do neke smiselne rešitve, kako bi igrali šah, kako rečemo računalniku, naredi neko potezo. No, kot mogoče smo že slišali, računalnik je že premagal svetovnega prvaka v šahu. Ta prvi program, ki je to naredil, se klical Deep Blue. In kakšno idejo ima Deep Blue vzad? Ideja je, da naredimo igralno drevo samo za približno nekaj potez naprej. Torej, približno 10. Mislim, da takrat, ko je premagal svetovnega prvaka, je naredil 12 potez naprej. Prvič, seveda, z hitrejšimi računalniki se to število potez lahko počasi povečuje. Ker, kot se spomnimo, to je eksponentno. Torej, za vsako potezo naprej rabimo 10-krat več približno časa za izračunati. Torej, ideja je, izračunamo samo 10 potezov naprej. In seveda ne vemo, kaj točno so vrednosti 10 potez naprej, ker tiste poteze naprej rabijo pogledati še njihovo drevo posebej naprej. Torej, vse, kar lahko naredimo, je nekako ocenimo, kako dobro je stanje v tej igri od šaha. Zdaj pa, če lahko nekako dobro ocenimo, potem lahko izračunamo z minimax algoritmom nazaj, kakšna je vrednost in kakšno potezo želimo igrati. Torej, zdaj vprašanje, kako ocenimo vrednost. Zdaj, niso vse takšne igre, kjer lahko ocenimo, šah pa je ena takšna igra, kjer lahko ocenimo. Nekako
smiselno je, da je igralec, ki ima več figur, ima večji možnost za zmago. Torej, to so že pogruntali približno, koliko je vsaka figura vredna. Kmet je vreden 1 točko, skakač oziroma konj je vreden 3, tekač je vreden tudi 3, trdnjava 5, kraljica najmočnejša je vredna 9. A pa kralj? Kralj pa sem napisal kar 100. Malo čudno, a ne da kraljica se lahko na več polj premakne kot kralj? A ni kraljica močnejša? Ja, na več polj se lahko premakne, ampak gremo se spomniti, kako se šah konča. Če mi pojejo kralja, jaz izgubim. Torej, kralj je dosti bolj vreden kot kraljica. Jaz sem napisal 100, lahko bi bila tle tudi kakšna druga vrednost, važno, da je več vreden kot vse ostale figure skupaj. Torej, mislim, da tudi 50 bi bilo v redu, pa tudi 1000. In potem, kako pa ocenimo celotno pozicijo šaha, pač kar vzamemo vsoto vseh belih figur minus vsoto vseh črnih figur. In pol je to naša ocenjena pozicija. Torej, če je pozitivno, če je ta vrednost pozitivna, potem ima beli močnejše figure v igri kot črni, in če je ta stvar negativna, ima črni močnejše figure kot beli. In nekako z močnejšimi figurami je smiselno, da lahko zmagamo. Seveda, te številke lahko tudi vidimo s kakšno analizo šaha, nam ponavadi izpiše eno številko, ampak ponavadi te številke niso celoštevilske. Zato, ker tisti algoritmi tudi pogledajo nekako, kako so te figure postavljene. Recimo, konj na robu, ponavadi rečemo, da je konj v grobu, ker ni tako dober kot konj nekje bolj na sredini šahovnice. Zato oni dodajo še malo teh vrednosti, glede na to, kako so postavljene, zato so te številke necele. Ampak zelo na grobo je ocena pozicije lahko ocenimo samo z koliko figur ima. Dobro. Zdaj ta Deep Blue pa ni uspel premagati svetovnega prvaka v goju. Za svetovnega prvaka v goju pa je mogel priti en drugi algoritem, ki se kliče AlphaGo. Zdaj ta algoritem AlphaGo, ga bom samo na hitro opisal, ne poslužuje se minimaxa. Gre za šibko umetno inteligenco, ki ne bomo lih razumeli, kako deluje, lahko pa samo nekako približno razumemo, o čem se gre. Torej, ta umetna inteligenca je kot novorojenček, ne ve nič. Pač kar nekaj naključno dela in je zelo slabo v igranju šaha. In kaj mi naredimo? Ja, vzamemo tiste, ki so najboljše igrali in jih nekako malo randomiziramo kot naslednjo generacijo. In naslednja generacija bo v povprečju igrala kot tisti najboljši iz prejšnje generacije. In potem iz tistih spet vzamemo najboljše in nekako jih selektivno vedno izboljšujemo. Oni se nekako učijo, vedno boljši so, ampak mi ne bomo nikoli jih razumeli, kako točno razmišljajo. Lahko samo razumemo, kako se učijo. In temu se reče strojno učenje. In to je bil ta AlphaGo, trenutno je premagal ta Go svetovnega prvaka, tudi boljši je od Deep Blueja v šahu in je trenutno najboljši algoritem za šah. Tako. To je bilo vse, kar sem hotel danes povedati. Hvala za pozornost.